Dejstvo je, da lahko sami največ storimo za svoje zdravje in dobro počutje. Zato bi vas radi, cenjene gledalke in gledalci, spodbudili, da na svoje telo pomislite tudi takrat, ko vas nič ne boli. Pripravili smo novo serijo 5 minut za zdravje, v kateri bomo enkrat mesečno preverili najboljše strokovne recepte, kako živeti zdravo in ohraniti svoje zdravje. Ker vsakega 4. človeka občasno pestijo bolečine v križu, prvo oddajo posvečamo ravno zdravju naše hrbtenice. Spoznali bomo, zakaj prihaja do občasnih ali kroničnih bolečin v križu in kako jih preprečiti. Z Dejanom Kernecem, doktorskim kandidatom na kineziologiji za bolečine v križu, se bomo naučili tudi nekaj koristnih vaj za hrbet, ki jih je priporočljivo izvajati vsak dan. Naša hrbtenica sicer prenese zelo velike obremenitve, ampak če mi ne skrbimo dovolj dobro za njo, predvsem dovolj opore in ne nudimo v nekih kritičnih situacijah, kot je nagib naprej, dvigovanje, hitro obračanje, rotacije, potem pride do nekih strukturnih sprememb. In to potem imenujemo kot lahko v obliki nespecifičnih bolečin, to pomeni, da ne vemo točno, kaj se dogaja, pa čutimo kot bolečino, in specifičnih, ko pa vemo točno, kakšen je vzrok, da je prišlo morda do zdrsa vretenca ali pa do poškodbe medvretenčne ploščice. Pri dolgotrajnejših, hujših bolečinah, pri katerih se bolečina s križa širi prek zadnjice na nogo, ali prihaja celo do mravljinčenja udov, je vsekakor takoj treba poiskati strokovno pomoč. Blage, prehodne bolečine v križu pa nas opozarjajo, da moramo ukrepati zdaj. Katere oblike gibanja so torej priporočljive za boleč hrbet? Naprimer, hoja je odlična, ponavadi ljudi pri hoji tudi dosti manj boli in da grejo v bistvu na sprehod lažje, namreč tam mišice se nekako sproščajo, avtomatsko delajo in tako naprej. Seveda so tukaj tudi kakšne raztezne vaje, ki pa so spet od posameznika do posameznika lahko zelo različne. Torej ne obstaja ena univerzalna vaja, za katero bi rekli, ta je pa dobra za vse in samo to morate delati, ko vas boli hrbet. Definitivno so to določene vaje za obseg giba, torej obračanje medenice, pa mogoče malenkostni predklon, zaklon. Potem so tudi vaje, ki vplivajo na te glavne mišične skupine, ki pomagajo, oziroma v trupu ali pa ki pomagajo pri gibanju trupa. Predvsem je pomembno, da človek ohranja elastičnost in gibljivost teh mišic. Aktivnost ne pomeni nekaj slabega, to je pravzaprav za hrbtenico zelo zaželeno in dobro. In zdaj pa, če jo pa obremenjujemo na nepravilen način, torej recimo, da imamo neka dolgotrajna ponavljajoča gibanja, tam jo pa pravzaprav potem dodatno obremenjujemo. Po drugi strani pa naprimer, če dolgo časa sedimo, torej dolgotrajna statične drže ali stoja, tudi to ji ponavadi najbolj ne odgovarja hrbtenici. Enkratni obremenjujoči dogodki, kot na primer dvigovanje pohištva ali pestovanje otroka, praviloma niso problematični za križ. Težava je dolgotrajna prisilna drža hrbtenice med sedečim ali stoječim delom. Tudi nepravilna vadba v fitnes centrih in prekomerna telesna teža obremenjujeta naš križ.
Če smo še vedno primerno aktivni, skrbimo tudi za pravo pozicijo, ne nazadnje, kot ste prej omenila, za vzmetnice, počitke, aktivnosti, da je tega nekako v sorazmerju dovolj, imamo tudi manjše možnosti za nastanek težav. Vsak dan si vzemite vsaj 5 minut za svojo hrbtenico. Čas za zdravje in dobro počutje je najdragocenejše darilo, ki si ga lahko podarite. Ostanite zdravi do prihodnje oddaje 5 minut za zdravje.